Drugo največje slovensko mesto marsikdo rad optimistično primerja z Gradcem ali Ljubljano. Potenciali mesta so pogosto označeni kot visoki, rezultati na področju infrastrukture, gospodarstva in turizma pa običajno presenečajo. Maribor ima lep del starega mesta ob vodi, ki se lahko primerja z marsikaterim mestom v Evropi. In tukaj jaz vidim te priložnosti turizma. Mesto ob Dravi ima svoje adute druge kot velika mesta. Svojo majhnost v dobro turizma je treba izkoristiti. Treba pa dodati še tisti butični element, ne tisti masovni turizem, ki je nekje v Evropi že prepoznan kot slab, ampak butični. In to priložnost Maribor ima z lokalnimi produkti, lokalnimi gostinci. V mestu tega formata je beg možganov še toliko bolj očiten, pa naj bo to v Ljubljano, Avstrijo ali druge evropske države, ki odpirajo svoja vrata. Kar zadeva Maribor, jaz celo trdim, da Maribor v osnovi niti ni tako velik slovenski problem. Ta glavni slovenski problem je Ljubljana. Ljubljana za svojo birokracijo in za svojo mešetarsko politiko, ki pravzaprav pobira vse, stori pa nič razen za sebe. Maribor se z oživljanjem industrije ponovno približuje svoji stari slavi, iz časa TVT-ja, Tama in Metalne. Moje mnenje je tako, da Maribor gospodarsko le korak pa korak leze naprej, da je pa seveda vrsta problemov, ki jih je treba reševati. Reševati seveda na drugačen način. Z vstopom Milenice v kripto in kibernetski svet se jim je treba do neke mere prilagoditi, kljub temu je treba vztrajati pri tem, da se da spodbudo malemu in srednjemu podjetništvu, ne samo te velike multinacionalke, ampak prednost je v majhnih in srednjih podjetjih, da se da spodbudo tem podjetjem, kajti tukaj je tista dodana vrednost lahko. Urejanje enakih pogojev za mala in srednja podjetja v primerjavi z velikimi bi se morala izenačiti. Kljub temu pa je težko zanemariti takošnje vplive prihoda mednarodnega koncerna. Potrebujemo tudi prihode koncernov, podobno kot je to Magna, ki bo seveda ob tem, kar bo počela sama, prav gotovo dodatno zaposlila, jaz trdim, najmanj še enkrat toliko število ljudi v storitvah, v obrti, v dobaviteljih in tako naprej. Razvoj Maribora je tako na vseh nivojih pogojen z različnimi dejavniki. Številni načrti so v izdelavi, vse več pa se jih tudi realizira. Kljub dobrim napovedim pa se ne bo vse zgodilo čez noč.